Spoštovana gospa predsednica, gospod minister, predsednik zbornice, kandidati in nagrajenci, visoki gostje, gospe in gospodje. Najprej naj zunaj načrtovanih besed rečem, da je bilo takoj na začetku prireditve slišati nekaj, kar sem tako zelo pogrešal v tem letu in pol v tej predsedniški palači, in to je otroški jok. Običajno pridejo starši tudi s tako majhnimi otroci na dan odprtih vrat. Seveda ti dnevi odprtih vrat ostajajo kljub covidu, ko je to mogoče, ampak seveda se starši vsaj s tako majhnimi otroci izogibajo takih prireditev. No, danes je ena gospa, gospodična, prišla z otrokom in sem jim prav hvaležen. Napolnila je ta prostor z neko radostjo, z nekim življenjem, ki ga vsi tako zelo pogrešamo. Zdaj bi se obrnil k nagrajencem, kandidatom in seveda nagrajencu, glavnemu zvezdniku te prireditve. Pred nekaj tedni sem imel priložnost, da sem na gradu Brdo takole gledal v sijoče oči diamantnih in zlatih maturantov in jim dejal, da pred seboj vidim prihodnost. In danes gledam v te mlade oči in pravim, da vidim prihodnost slovenskega podeželja. To akcijo in Zvezi slovenske podeželske mladine, gospa predsednica, bi se želel zahvaliti zanjo. S to akcijo sodelujem zdaj že dolgo časa. Pri nekaterih od nagrajencev sem potem tudi preživel dan in delal z njimi tako, kot so mi ukazali. Moram reči, da je to čudovita akcija in sem vam dolžan v imenu države eno zahvalo za to, da jo tako vztrajno vodite naprej. Mislim, da ste vi v uvodu, predsednica, rekli, da je s podeželjem ali zlasti z kmetovanjem povezanih še vedno nekaj stereotipnih predsodkov. No, kadar sem prvič slišal za to akcijo, se mi je zdelo, da je to res en tak res super preboj v razumevanju ljudi, ki ostajajo na podeželju, na kmetiji, ki se ukvarjajo s kmetijstvom ali z drugimi dejavnostmi. Mislim, da je inovacija nekaj, kar sicer običajen človek ne bi najbolj povezal z kmetijstvom. Vi pa ste to storili in to upravičeno. Tukaj je pred nami je malo prej stal zborček mladih ljudi in eden za drugim bolj je osupnil za svojo zgodbo. In jaz verjamem, predsednik, da v komisiji ni bilo najlažje zbrati najboljšega, ker bi pravzaprav vsakdo od njih lahko dobil naše posebno odobravanje. Vse to me prepričuje, da bo ena izmed najpomembnejših, se mi zdi, primerjalnih prednosti, ki jo Slovenija ohranja po osamosvojitvi v primerjavi z državami v srednji in vzhodni Evropi ostala. In to je sorazmeren razvoj podeželja. Moram reči, da poleg tega, da imamo čudovito domovino, ustvarjeno za trajnostni razvoj, tudi lepo urejena in praktično ni kotička te domovine, da ne bi bil tudi tako ali drugače poseljen, sej ne, da ne bi vedel, da imamo tudi s tem težave, ampak prav v vaših odločitvah. Dragi mladi ljudje, ki se vračate, nekateri, kot smo slišali, tudi na opuščene kmetije, in to z inovativnim pristopom, vse to nam daje vedeti, da so tukaj mladi ljudje, ki se ne sprijaznijo z utečenimi praksami, ki so pripravljeni vestno, pošteno, zlasti pa, in tukaj se to nagrajuje, drugače, zunaj obstoječih okvirov, inovativno, gledati, kaj je mogoče narediti boljše, bolj kvalitetno, bolj dostopno, nekaj, kar bodo ljudje radi imeli in kar opažam, praktično na vseh zadnjih prireditvah, mladim kmetom res ni mogoče očitati, da ne bi razumeli teh velikih sprememb v svetu in trajnostnemu razvoju dajete osreden pomen. Poleg tega moram reči, kar me posebej navdušuje, da vidim vse več zelo izobraženih ljudi, ki ostajajo na kmetijah in seveda tudi s svojim znanjem, pa seveda svojo inteligenco, prodornostjo, inovativnostjo na koncu koncev, iz vsega, kar jim je na voljo, naredijo še nekaj več. Gospod minister, jaz mislim, da se nam ni za bati,
prihodnosti slovenskega podeželja. Imamo, kot smo rekli, čudovito podeželje, ki je tudi lepo urejeno, imamo mlade ljudi, ki so pripravljeni ostati. Ta akcija spodbuja tiste, ki se morda še obirajo, ali bi ubrali to pot ali ne, da jo. Rad bi tudi, da odzvanja v širši javnosti, da je to družbeno nagrajeno, gospa predsednica, v tem smislu, da je družbeno priznano, da smo hvaležni vsem, ki to spodbujate in tistim, ki seveda dokazujete svojim delom, da so mogoče neverjetne stvari. Hvaležen sem vam za to, veseli me, da ste si danes vzeli čas in prišli v predsedniško palačo in ne morem biti bolj zadovoljen, kot da jo lahko kot predsednik dam na razpolago za tako čudovito in pomembno prireditev za našo državo. Še enkrat čestitke vsem in lepo se imejte.